Pozdravljeni in dobrodošli na webinarju z naslovom Premagovanje problemov s čuječnostjo. Pogovarjali se bomo o tem, kaj to sploh čuječnost je, kdaj nam še posebej pride prav. Malo bomo pogledali v načine, kako deluje na nas, na naš na naša čustva in na našo psiho nasploh. In seveda se bomo pogovarjali tudi o tem, kako lahko s prakticiranjem čuječnosti začnete že danes, jutri, kar kmalu. Se pravi, poglejmo za začetek, kdaj priporočam čuječnost. Seveda jaz priporočam prakticiranje čuječnosti vedno. Ampak kdaj je še posebej koristna in so njene koristi podprte tudi z različnimi raziskavami. To je še posebej takrat, kadar nas pogosto preganja strah pred napako. Pred tem, da bi naredili nekaj narobe in nas ta strah tako hromi, da večkrat potem sploh ne naredimo nič in se pacamo vedno v enih in istih scenarijih. Takrat, kadar nas je strah neuspeha, kaj si bodo drugi mislili, kako bom to prenesla, če mi ne uspe. Takrat, ko imamo občutek, da nenehno nekaj zamujamo priložnosti, ne moremo narediti vsega, kar bi želeli narediti in srce se nam para, ko ne zagrabimo vsake bilke, ki se nam ponudi, po drugi strani pa smo izčrpani in enostavno več ne zmoremo. Čuječnost zelo pomaga tudi tistim, ki smo pretirano ustrežljivi, ki želimo, da nas imajo vsi radi, da je vsem dobro ob nas oziroma da je vsem dobro nasploh. Pri tem pogosto pozabimo, da je pomembno, da smo tudi mi dobro in da smo mi v prvi vrsti odgovorni za svoje zadovoljstvo in počutje. Čuječnost je koristna tudi takrat v povezavi z pravkar povedanim, kadar si ne znamo postavljati meja, kadar težko nekomu rečemo ne, ko nas prosi za neko uslugo, pomoč, pa to presega naše zmožnosti in ne nazadnje presega tudi našo dobro voljo. Koristna je za tiste, ki smo nagnjeni k deloholizmu, da enostavno ne znamo reči ne vsem obveznostim, ki jih je potrebno narediti, takrat, ko imamo občutek, da vse moramo narediti sami ali takrat, ko nas preganja tekmovalnost, pretirana tekmovalnost. In zaradi tega smo pogosto tudi preobremenjeni in čuječnost seveda razbremenjuje. Pomaga nam takrat, kadar se pogosto znajdemo v neodločnosti, kadar se težko odločimo za eno ali drugo alternativo. V življenju namreč navadno obstaja več rešitev za isti problem ali pa več poti, po katerih lahko gremo. In če se težko odločimo, kaj narediti, katero pot ubrati, kaj je za nas dobro, in potem spet pogosto posledično kar obstanemo na mestu, potem je dobro, da se poglobimo v sebe, v svoje doživljanje, v svoja čustva in ozavestimo svoje želje. In tako se bomo lažje odločili. Čuječnost je tudi zelo koristna pri odpravljanju tesnobe, pri tem neprijetnem stiskanju v prsih, ki včasih celo omejuje naše dihanje. Imamo občutek, da sploh dihati ne moremo, tega, koliko strahu in tesnobe je prisotnih. Koristno je tudi takrat, če smo podvrženi pogostim občutkom krivde, če smo pretirano odgovorni tudi za tiste stvari, na katere nimamo vpliva, če prevzemamo odgovornost za čustva in misli drugih. Povečuje zadovoljstvo, zato seveda takrat, ko smo v nekih obdobjih nezadovoljstva, bodisi na nekem področju v življenju, bodisi v življenju nasploh. Pomaga nam premostiti ta obdobja stagnacije, te občutke ujetosti, da ni rešitve, da smo nezadovoljni, nesrečni in nasploh preobremenjeni, tako kot v trenutnem stanju in ne vidimo izhoda iz njega. V redu je tudi, da jo začnemo prakticirati takrat, ko imamo pogoste občutke praznine. Da smo prazni v sebi, da več ne vemo sploh, kaj si pravzaprav želimo. Nezadovoljni smo s tem tako, kot je, hkrati pa sploh ne vemo, kaj bi želeli.
in tudi takrat, kadar se počutimo neizpolnjeni. Pogosto je to vezano tudi na to pretirano ustrežljivost, da skrbimo za vse druge, da smo nenehno v pogonu, nenehno aktivni in gledamo in pazimo, da so vsi drugi okrog nas zadovoljni, da vsa pričakovanja izpolnimo, da vse postorimo sami, da smo sposobni, da smo marljivi, aktivni, pa vendar se počutimo neizpolnjeni in se sprašujemo, kje sem tukaj jaz. To je le nekaj situacij, nekaj občutij, nekaj doživljanj, kjer je čuječnost priporočljiva, seveda pa so njeni učinki odražajo na mnogih področjih v pozitivni smeri. Naprimer, tudi pri pacientih, ki so klinično depresivni, so raziskave dokazale, da s prakticiranjem čuječnosti lahko bistveno izboljšajo svoje doživljanje. No, kaj pa to sploh je čuječnost? Čuječnost je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Zdaj pa nam je vse jasno, ne? Okej. Dajmo to razčleniti. Čuječi smo takrat, ko se osredotočimo na trenutno dogajanje, na to, kar se dogaja v nas in to, kar se dogaja v naši okolici. Pri tem se izogibamo kakršnikoli sodbi in dajanju etiket, ali je to, kar se dogaja znotraj ali zunaj nas, dobro, slabo, ampak samo z neko, bom rekla, otroško radovednostjo opazujemo in sprejemamo. Je tako, kot je v tem trenutku. In kaj mi to pove? Kaj lahko zdaj s to informacijo naredim? S tem povečujemo svojo odprtost, povečujemo svojo zmožnost, da zaznamo tudi tiste najbolj tihe misli in ideje v nas in tudi tiste najbolj skrite pa pomembne informacije v okolju. Kot rečeno, se skušamo, to ne pomeni, da doživljanje zaobjamemo to, kar se dogaja, se doživljanju ne izogibamo, ne skušamo zadrževati ničesar ne v sebi, ne v okolju in ga tudi ne poskušamo v tistem trenutku spreminjati. In zakaj je to pomembno? Zato, ker takrat, ko smo sposobni sprejeti situacijo takšna, kot je, tukaj in zdaj, nam to daje nek notranji mir. Nek notranji mir in ustvari prostor za ustvarjalnost. Zakaj pa je to pomembno, pa si bomo pogledali še na naslednjih slajdih. Ok, pa se dajmo vprašati, zakaj se pogosto vrtimo v krogu, v enih in istih situacijah. Zakaj je dan podoben dnevu? Zakaj se nam eni in isti scenariji ponavadi z enimi in istimi ljudmi odvijajo vedno in na novo in spet isto, pa nekako se ne vemo več, kaj sploh narediti, da bi izstopili iz tega kroga nezadovoljstva. Vse tisto, kar se dogaja v naših glavah, pa kaj smo nekaj prosojnic nazaj omenili, od teh tesnob do nezadovoljstva, občutkov neizpolnjenosti, pretirane ustrežljivosti, deloholizma in se pravi te situacije, ki nas silijo nekakšne prisilne misli, temu bomo rekli, da je to ena mentalna krama. Kakšen je naš takrat, ko po njemu brzijo ti strahovi, te preganjajoče misli, ta neprijetna čustva. Naš je hrupen, mrzličen, kot avtocesta, kot da se stvari prehitro dogajajo in izgubljamo nadzor. In takrat, ko smo v tem stanju prestrašenosti, neugodja in zakrčenosti, takrat delujemo po avtopilotu. Rešujemo težave, ampak jih rešujemo na isti način, ki pa pogosto ni najbolj optimalen in se potem težave poglabljajo ali ponavljajo. Takrat, ko pa mi zmoremo izstopiti iz situacije, najti nek notranji balans, neko pomirjenost in smo prisotni v trenutku, smo v stiku sami s sabo predvsem, takrat je naš discipliniran in pa tudi odprt.
odprt za razmišljanje izven obstoječih okvirjev. In takrat omogočimo sami sebi, da razmišljamo ustvarjalno, da najdemo drugačne rešitve, boljše rešitve, takšne rešitve, ki do zdaj še niso bile poznane. Če si predstavljate delovanje po avtopilotu in ta naš mrzličen naprimer na cesti, ko nam nekdo vzame prednost, naglo zabremza pred nami. To je avtomatska reakcija, da stisnemo na bremzo. V tistem trenutku sploh ne rabimo pomisliti. To je neki avtomatiziran odgovor, ki je v tem primeru seveda zelo pomemben in koristen. Ampak v življenju pa je večina situacij veliko manj črno-belih. Ni samo enega odgovora, ni samo odgovor ta, da pritisnemo na bremzo. Ampak je včasih pomembno, da zmoremo videti tudi neke druge rešitve. Okay. Se pravi, v tem našem kaotičnem je mnogo misli. Takrat cel spekter nekih različnih misli, ki švigajo skozi naše možgane, skozi naš In misliti ni težava. Ni problem v tem, da mislimo. Problem nastane takrat, ko se ne zavedamo, da sploh razmišljamo. In dovolimo, da avtopilot v naših možganih, v našem vzorci našega razmišljanja upravljajo z našim življenjem, z našimi odločitvami in z našim zadovoljstvom. Odkot zdaj izhaja ta avtopilot, o katerem velikokrat govorimo, oziroma te navade, po katerih delujemo? Če bo to pogledal kakšen kognitivist, mi bo mogoče malo požugal, se bo primo začelo, pa ne vem, mogoče mi bo celo pokazal sredinski prst v ekran, ker to, kar bom zdaj povedala, je precej poenostavljena predstavitev delovanja našega umskega aparata, ampak to sem povzela po Danielu Penmanu, zato, ker se mi zdi, da je dokaj korektno, pa vendar zelo slikovito in enostavno razloži tiste bistvene momente v našem načinu mišljenja, da boljše razumemo, kako in zakaj delujemo. In zdaj, če si predstavljamo naše misli, naše možgančke in da so v njih noter 3 sistemi. Prvi je sistem za izogibanje nevarnosti. To je takšen zelo primarni sistem delovanja in sicer se vklopi takrat, ko smo mi ogroženi. In to so tiste značilne reakcije, ki jim pravimo beg ali boj. Nekaj od tega bomo izbrali, ker smo ogroženi in se moramo braniti. In ta sistem delovanja je najbolj podvržen navadam. Najbolj je podvržen vzorcem delovanja, ki so utrjeni v naših mislih. Zelo hitro se odzove ta sistem in takrat, ko smo v tem sistemu prestrašenosti, so zablokirane vse druge naše miselne sposobnosti. Ampak, ker smo tako ogroženi, moramo zagotovo izbrati tisti odgovor, ki bo prinesel rezultat. In to je logika našega takrat. Treba se takoj rešiti. In takrat, ko so naši predniki, da gremo tja v pračloveka, naprimer, ko se je en mamut zapodil za njim, takrat ni bilo veliko časa za umetniško razmišljanje. Se pravi, kot tak je funkcionalen, je pomemben. Ampak danes ni veliko takih situacij, kjer smo tako ogroženi in je naš odziv tako časovno omejen. Pa vendar se ta sistem vklopi vsakokrat, ko začutimo večjo mero strahu. Potem imamo sistem za doseganje dosežkov. To pa je tisti sistem, ki je tak tekmovalno nastrojen, tista želja potem, da smo boljši, da napredujemo, da dosežemo, da imamo status. In kot tak, ni nič narobe z njim, pomemben je, večkrat potrebujemo to energijo, ta zagon, da zmoremo.
da imamo to motivacijo, da naredimo, da se lotimo nekih nalog, da se lotimo nečesa v službi, da posežemo po tistem naslovu, po tistem študiju, tudi doma v nekih situacijah, da se izkažemo, ne, celo v partnerskem odnosu večkrat, da se dokažemo, da smo zmožni, vredni, nadpoprečni. Super sistem, ki pa nas lahko tako nahajpa, da enostavno ne najdemo več meje, da nas izčrpa. In spet tudi ta sistem povzroča ozkoglednost. Povzroča pretirano željo po dosežku, tudi je prisoten strah pred tem, da ne bomo dosegli, kaj bo, če popustim. In potem se ženemo in tečemo po tej tekaški progi kot kasaški konj in ne vidimo vsega tistega, kar je okoli nas. In potem je tukaj še sistem za pomirjanje in zadovoljstvo. Kdaj smo mi v tem sistemu? Takrat, ko občutimo neko ravnotežje, ko smo neobremenjeni s tem, kar se od nas pričakuje, zahteva, kar sami od sebe pričakujemo, pa je to ponavadi vezano na to, kaj pričakujejo drugi. Ampak smo morda celo v nekem stanju hvaležnosti za to, kar imamo. Pozor, biti hvaležen za to, kar imamo, ne izključuje tega, da si želimo nekaj več. Če si mi nekaj želimo, to ne pomeni, da smo nehvaležni za to, kar imamo. Ampak, če se zavedamo, da imamo streho nad glavo, da imamo hrano na mizi, da imamo plačane osnovne položnice in smo za to hvaležni, tudi če si ne moremo v tem trenutku privoščiti tistega luksuznega dopusta, ki bi si ga želeli, nam to omogoča, da smo znotraj sebe pomirjeni. In lahko si želimo tudi tisti dopust. Zato nismo nehvaležni. Samo pomirjeni smo. In ko smo v tem stanju pomirjenosti, v transakcijski analizi večkrat govorimo tudi o svobodnem otroku. Takrat si omogočamo biti v svobodnem otroku. Kakšen je svobodni otrok? Kakšen je otrok takrat, ko se igra? Vse je mogoče. Katere osebe kakšne osebe vse nastopajo v njihovih igrah? Kje raste drevo? Kje pelje vlak? Vse je mogoče. In takrat, ko si dovolimo biti tako ustvarjalni, da je v naši glavi vse mogoče, takrat postanejo vedno bolj dostopne tudi tiste najbolj tihe ideje, najbolj tihe misli, ki so ponavadi najbolj ustvarjalne. In če jih malo predelamo, večino časa sploh niso nekoristne in nemogoče. Ali ste že kdaj slišali za domišljijska čustva? Tipični primer domišljijskega čustva je tesnoba. Pa bom zdaj razložila, zakaj. Se pravi, domišljijsko čustvo opredeljujemo glede na njegov izvor. To ne pomeni, da to čustvo ni resnično, daleč od tega. Mi ga občutimo in še kako. Naprimer, veste, takrat, ko nas je strah. O strahu govorimo takrat, ko smo neposredno izpostavljeni nevarnosti. Naprimer, visimo nad prepadom. Na prehodu za pešce se nek avto zapodi v nas, ne vemo, če bo zabremzal. Takrat smo neposredno ogroženi. Nevarnost je prisotna, takrat smo v strahu, ampak ko ta nevarnost mine, ko voznik v tem drvečem avtu pravočasno zabremza, mi se umaknemo iz ceste, ko splezamo nazaj gor in se oddaljimo od prepada, takrat strah začne popuščati in se stanje v našem telesu normalizira. O tesnobi pa govorimo takrat, ko se bojimo tega, kar se lahko zgodi. Mi ljudje imamo to sposobnost, da predvidimo za naprej.
predvidimo in si predstavljamo, kaj bi se lahko zgodilo. In tega, kar bi se lahko zgodilo, pa ni dejansko prisotno, to je tisto, kar nam povzroča tesnobo. In podobno je pri marsikaterem drugem čustvu, ki nas zavira, nam povzroča ta strah pred neuspehom, pred napako, kaj bo, če naredim napako in tako naprej. In če je zdaj naš tako močen, da nam neka miselna predstava povzroči tako intenzivno čustveno reakcijo, potem zagotovo v našem obstajajo tudi mehanizmi, da se v takšnem trenutku pomirimo. In to je tisto, kar lahko dosežemo tudi s prakticiranjem čuječnosti. Pa namenimo nekaj besed o bližnjicah našega Spet nek način funkcioniranja našega miselnega aparata. Namreč, ljudje smo nagnjeni k temu, da več pozornosti namenimo in hitreje zaznamo tisto, kar je negativno okoli nas. To je neka naša prirojena tendenca. Lahko rečemo tudi sposobnost, ne nazadnje. Ker namreč to osredotočanje na negativno je v funkciji preživetja. V preteklosti so preživeli tisti, ki so bili bolj previdni od tistih, ki so bili zelo pogumni. Takrat je bilo to smiselno. In če mi zamudimo neko pozitivno priložnost, zato ker nimamo te sposobnosti biti osredotočeni na pozitivno, se bo ta priložnost ali pa nekaj podobnega verjetno pojavilo v prihodnosti. Če ne zaznamo napake, je to bilo lahko v preteklosti za nas usodno. In zato smo nagnjeni k temu, da hitreje opazimo in si tudi veliko bolje zapomnimo negativno. Ampak v sodobnem svetu, to v načinu življenja, ki ga imamo v razvitejših kulturah, je to manj funkcionalno. In zato je pomembno, da mi to zavestno opazujemo, spreminjamo oziroma ublažimo. In ljudje smo bitja navade. V dnevu imamo cel kup rutin, cel kup ritualov, kako se zjutraj vstanemo, kaj naredimo, celo kaj imamo za zajtrk, kako se potem peljemo v službo ali predtem odložimo otroke v vrtec, kako zaključimo delovni proces in potem tudi popoldan, ne vem, kolikokrat na teden imam telovadbo, kaj navadno počnem in potem večerni ritual in grem spat. In to nam daje neki občutek varnosti in kontrole in celo naše misli so lahko stvar navade oziroma nekega utečenega vzorca. Spet, zakaj je to dobro? Če se spomnite, kako je bilo, ko ste prvič sedli v avto, kaj vse ste vi morali razmišljati? Da najprej vklopiš avto, potem stisneš sklopko, daš v prestavo, začneš pritiskati na gas, spuščaš sklopko, držiš volan, moraš dati žmigavec, moraš spet prestaviti. To je cel kup informacij. In te informacije, ki jih mi v danem trenutku točno zdaj potrebujemo, vse te informacije so v našem delovnem spominu v naših možgančkih. Vse te informacije, ki jih v tem trenutku rabim, so v našem delovnem spominu. In delovni spomin je omejen. Lahko ima noter 7 plus minus 2 enoti. In če gledamo zdaj vožnjo, obrniti ključ, stisniti sklopko, stisniti gas, dati prestavo, dati žmigavec, držati volan, opazovati okoli nas, to je smo že prišli na 7 informacij, pa verjetno je še kaj. Kadar pa postane vožnja avtomobila avtomatizirana, da se jaz vsedem v avto, obrnem ključ, stisnem to in v bistvu že samo to, da jaz rečem, speljala bom in se cela ta veriga reakcij sproži, pa naenkrat vse to postane ena sama informacija. Speljala bom. In takrat se mi lahko celo pogovarjamo s sovoznikom,
Takrat smo lahko bolj pozorni na to, kaj se dogaja okoli nas in ne to, kaj mi moramo početi. In to je seveda ekonomično in funkcionalno. Pomembno je, da so tudi naše misli sestavljene v navade. In da takrat, da moj delovni spomin mora obdelovati samo informacijo vklopi avto oziroma spelji, ne pa vse tiste posamezne korake znotraj tega. Kdaj pa zdaj to postane problem? Takrat, ko začne tudi reševanje nekih vsakodnevnih izzivov, še posebej tistih ponavljajočih, ko tudi to postane sistem oziroma veriga reakcij naših misli, čustev. Da dam primer. Želim si odpreti svoje podjetje, želim iti na samostojno pot. In seveda se naša okolica nas na marsikaj opozarja. Ja, pa moraš imeti stranke, pa se moraš reklamirati, pa si sam odgovoren za vse, kaj pa če moraš iti na bolniško, kaj pa če ti ne bo uspelo. In tudi mi imamo svoje strahove, kaj bo to povedalo o meni, če mi ne uspe, kak bom jaz, kaj bo, če ne prinesem dovolj denarja domov. Ženske bomo enako vredne partnerju, nočem viseti njemu za vratom, jaz tudi moram nekaj prinesti domov. In naenkrat tudi to lahko postane veriga, ki se sproži, veriga miselnih reakcij, ki se sproži vsakokrat, ko pomislimo na to željo, da bi želeli iti na samostojno podjetniško pot. In podobno je lahko pri vzgoji otrok, podobno je lahko pri postavljanju meja v odnosih. Podobno je lahko pri, da se nekam preselimo, cel kup je nekih naših želja neizpolnjenih, za katere po eni strani čutimo, da bi jih zmogli izvesti in koliko sreče bi nam prineslo, pa vendar nas bremza ta strah in cel ta krogotok neprijetnih misli, ki se takrat sproži v naših možganih. In s tem sem se že dotaknila 4. točke ponavljajočih se misli. Se pravi, ko te neke misli postanejo en skupek, ki se nenehno ponavljajo in nas preganjajo. Logika naših možganov je vedno, da nas zaščitijo. Naš nas želi zaščititi. In zato je pomembno, da ga mi znamo pomiriti. Ok, v redu je, pozorna sem, zmorem. Vem, da obstajajo tveganja, pa vendar obstaja veliko pozitivnega. Stop, dovolj je s tem. In pa seveda smo posledično, zaradi te naše nagnjenosti k negativnemu, tudi velikokrat nagnjeni k kritiziranju in pritoževanju. In tudi velikokrat pri drugih zaznamo tisto, kar je negativno, se ustrašimo neke njihove izkušnje in posledično to ponotranjimo in smo tako kritični tudi do sebe. In se pritožujemo nad tem, česa vse ne moremo in česa vse nimamo. Pa vendar nas hromi strah, kaj pa bi bilo, če se tega lotim, če si to začnem izpolnjevati. In ta strah je lahko tako prisoten, da si na eni točki več niti ne upamo želeti. Ok, kako pa zdaj deluje čuječnost? Kaj v bistvu s tem naredimo, da zmanjšamo, obvladujemo in omejimo vsa ta naša dogajanja, verige, krogotoke in vse te preganjajoče misli v našem miselnem aparatu? Takrat, ko smo čuječi, to pomeni, da usmerimo svojo pozornost na svoje notranje dogajanje in na to, kaj se dogaja v našem okolju tukaj in zdaj. In s tem avtomatsko zmanjšamo prostor v našem delovnem spominu, v našem zavedanju, da se obremenjujemo s tem, kaj lahko pride, pa še sploh ni tukaj. In hkrati tudi, da omejimo dostop vsem tistim informacijam, negativnim izkušnjam iz preteklosti ali pa vsem tistim žuganjem, ki smo jim v preteklosti bili priča in so nas zastrašili in so nas
ohromili. In takrat, ko to naredimo, omogočimo našemu umu, da postane neobremenjen in posledično bolj discipliniran. Discipliniran na trenutne vire, ki jih imamo v okolju, na to, kaj pa je v našem okolju, kaj pa je mogoče, kaj pa je meni dostopno. In naredimo prostor za to divergentno mišljenje, se rečeno po domače za ustvarjalnost. Ustvarjalnost ni rezervirana samo za to, kar si predstavljamo kot umetnost, slikanje, pisanje vsebin, neke inovativne ideje v tehnoloških laboratorijih in sferah. Ustvarjalnost je nekaj, kar vsi potrebujemo v našem vsakdanjem življenju. Zato, da bolj učinkovito rešujemo težave, izzive, ki jih imamo. Zato, da smo lahko boljši starši, da naše otroke na bolj kreativen način usmerjamo in jih vzgojimo in jih socializiramo. Zato, da lahko boljše premikamo obveznosti znotraj našega dneva, znotraj našega urnika. Zato, da lahko naredimo prostor za sebe, za svoje potrebe, za svoje želje. In da naredimo stvari drugače, na način, na katerega še nismo pomislili. In kot drugo, čuječnost povečuje našo odprtost. Povečuje svobodo našega mišljenja. Če se spomnimo, ko smo prej govorili o svobodnem otroku, kakšne ideje ima takrat, ko se igra. Pa to mi rabimo. Ne rabi biti vsaka ideja, ki prešine naš uporabna. Ampak če bomo vsako misel, če bomo vsak predlog, ki ga slišimo v svoji glavi, skritizirali, potem bomo sami sebe prestrašili, da razmišljamo outside the box. Pa lahko se pohecamo na tem, kaj smo se spomnili. Ampak mogoče tista misel, ki najbolj nora deluje na začetku, lahko asociacija oziroma, če jo predelamo, postane najboljša rešitev v našem življenju. In pa takrat, ko najdemo to rešitev, to noro rešitev, to ustvarjalno rešitev, to, kar še nismo nikoli probali in mogoče še nikoli drug ni nikoli probal, potem pa rabimo mi pogum, da to začnemo realizirati. In s čuječnostjo povečujemo ta pogum, zato ker povečujemo svojo samopodobo, svoj občutek lastne vrednosti. Ne samo to, da si zaslužimo, ampak tudi to, da zmoremo. In hkrati povečuje tudi odpornost. Odpornost na to, če mi nekaj ne bo uspelo, kakšni bodo odzivi drugih, ko bom to poskušala, bo moje starše skrbelo in bodo ta svoj strah na mene prenašali, kaj bo moj partner rekel, ko se bom tega lotila. Takrat potrebujemo v bistvu to odpornost, da gremo v smeri svoje ideje. In da zmanjšamo ta strah pred neuspehom. Ker kaj, nam bo uspelo ali ne? Zelo verjetno nam ne bo uspelo velikokrat. Pa neuspeh je del uspeha. Neuspeh je samo informacija, da nekaj ne deluje, da moramo malo predelati, pa da bomo drugače naredili. Neuspeh ne govori o naši sposobnosti ali nesposobnosti. Govori samo o tem, da je našo idejo treba še malo predelati, še malo prilagoditi. Mi pa takoj, ko nam nekaj spodleti, ali pa že sama misel na to, da nam ne bi uspelo, nas ohromi. Pa kaj zdaj? Včasih pač ne gre vse. Poskusimo drugače, poskusimo še enkrat, poskusimo malo predelati. In takrat, ko prakticiramo čuječnost, tudi zmanjšamo vse te notranje čustvene stiske. Tesnobo, apatijo, depresivna razpoloženja, strahove, negativne misli o sebi in o prihodnostih in možnostih, ki jih prihodnost ponuja. Če bi želeli prakticirati čuječnost v
vsakdanjem življenju, če bi želeli začeti z vajami, s katerimi dejansko povečujemo našo naravno sposobnost. Namreč to, da smo mi prisotni v trenutku, da neobsojajoče opazujemo sebe in dogajanje okoli nas. Ta usmerjena pozornost, to je naša naravna danost, ki pa jo seveda lahko z vajami okrepimo, da smo pogosteje v tem stanju neobremenjenosti in pa tudi razširimo delovanje in dodatno razvijamo. Pa dajmo se pogovoriti o tem, kako sploh začeti. Najprej potrebujemo čas. Časa v bistvu ne rabimo niti tako zelo veliko. Z raziskavami so dokazali, da od 10 do 20 minut na dan čuječnosti bistveno vpliva na rezultate, na naše zadovoljstvo v življenju, na uspešnost, ne toliko, tudi na produktivnost, ampak ne samo na produktivnost, na učinkovitost, ker to je tisto, kar potrebujemo. Ne, da še več štancamo, pa še več naredimo v enem dnevu, ampak da z enim zamahom več muh pokosimo. In čas je danes pomemben vir, pomembna dragocenost, da imamo čas. In verjamem, da marsikdo od nas nima časa za čuječnost. In res je tako, ni časa. Čas si je potrebno vzeti. In kako upravičiti to, da si bomo zdaj vzeli čas za meditacijo, za čuječnost, je tako, da nam bo čuječnost v resnici sprostila še več časa. Če bomo mi prakticirali čuječnost, nam bo to sprostilo čas. Čeprav nam na videz deluje kot dodatna obremenitev v dnevu. Kdaj prakticirati čuječnost? Najboljše je zjutraj in zvečer. Zato, ker najlažje vključimo to v rutino in tisto, kar postane rutina in navada, veste, da zahteva veliko manj energetskega vložka in je veliko večja verjetnost, da bomo to tudi na eni točki začeli redno prakticirati brez nekega dodatnega truda, ampak nam bo to postalo tako, kot da si zjutraj umijemo zobe. Lahko pa tudi v resnici kadarkoli v dnevu, ko si zmoremo narediti prostor za to, da imamo mir. Zato, da smo lahko nekaj trenutkov sami s sabo. In se posvetimo tej investiciji. Kje to početi? Tudi to je vseeno. Načeloma tam, kjer se vi počutite udobno. Ali mora biti popolna tišina, ko to delate? Ne. Opazovanje zvokov v okolici je prav tako del čuječnosti. Pomembno je samo, da se vi udobno počutite. Priporočam, da se usedete na stol, da zravnate hrbet in čim manj obremenjujete mišice, noge lepo položite na tla, stopala na tla, nog ne prekrižate. Idealno je, če lahko imate dlani obrnjene navzgor, na kolenih ali pa na naslonjalih na stolu. Zdaj, zakaj dlani navzgor? To zato, ker ko mi se dotikamo nog ali pa rok, nam to odvrača pozornost od tega, toliko težje potem usmerjamo pozornost, kamor bi želeli. Nas vrača nazaj iz tega stanja sproščenosti, pravimo v hipnozi, vrača nas iz transa. Zato vedno rečemo, če le gre, dlani obrnemo navzgor. Zdaj, mogoče ima kdo kakšne težave, ne vem, s hrbtom, težko sedi, seveda se lahko tudi vležete. Pomembno je, da vam je udobno in da ne zaspite. In potem začnete s tem, da zaprete oči in da pozornost usmerite v to, kaj slišite. In samo opazujete zvoke v okolici. Morda lahko na eni točki se osredotočite na to, kaj vonjate. Ampak se pravi, ali sluh, ali vonj. Potem usmerite pozornost na svoje dihanje in opazujete, kako dihanje vpliva na vas. Kaj se dogaja takrat, ko dihate? Kako se premika vaš prsni koš, vaš trebuh? Kako diha celo telo?
In že to vas začne zelo pomirjati. Dih je zelo pomirjujoč. In vam bo pomagal, da se boste lažje, da se boste začeli usmerjati v sebe in tako začeli preusmerjati pozornost na druge dele telesa. Kaj se dogaja v stopalih, kaj se dogaja v nogah, trupu, rokah, glavi. In ko boste nekaj časa to prakticirali in usvojili, boste takrat zmogli pogledati, kaj se dogaja v vaših mislih. In tako kot zvoke v svoji okolici, boste lahko opazovali tudi misli v vaši glavi. In ko boste opazovali misli, se izogibajte temu, da bi sodili, ali je ta misel v redu, ali ta misel ni v redu. Sploh se ne obtožujte. Tako kot na zvoke v okolici nimate vpliva, tudi na misel, ki šine skozi vaše možgane, tudi na to ne rabite imeti vpliva. Samo opazujte jo, dajte ji glas in prostor in ne poglabljajte. In tako boste počasi, ampak vztrajno začeli slišati tudi tiste bolj tihe misli v svojem umu. Svoje želje, svojo vrednost in pa kreativne rešitve. Okay. Seveda pa ne bodite prestrogi do sebe. Kot rečeno, biti čuječ je naša naravna danost, je pa hkrati tudi veščina, ki se razvija skozi čas. Ne pričakujte preveč, podajte se v to z radovednostjo. Kaj se dogaja? Tega ne morete delati narobe. Samo urili boste veščino in vedno bolj udobno vam bo v tem stanju, vedno več boste opazili. Vedno bolj svobodno in odprto boste lahko sprejemali to, kar se dogaja v vas in zunaj vas. In zato ni pomembna perfekcija. Pomemben je napredek. In ta zagotovo pride takrat, ko smo vztrajni. Tako, to bi bilo za danes vse. Bi vas pa pred koncem še želela povabiti, če je čuječnost nekaj, kar vas je zdaj pritegnilo, kar menite, da bi bilo dobro za vas, ali pa tudi imate že nekaj izkušnje s tem, pa bi jih želeli poglobiti, vas vabim, da se pridružite tudi na 4-tedenskem online programu Čuječnost za ustvarjalnost. Program je še posebej usmerjen v to, da povečujemo to našo ustvarjalnost, svobodomiselnost in to našo sposobnost reševanja težav, upravljanja z našimi življenjskimi odločitvami, z out of the box idejami. Okay. Ja. V tem programu boste dobili veliko podpore, tudi če se pojavijo kakšne vprašanja, sem vam seveda na voljo, tudi veliko več usmeritev bo. Začeli bomo s posnetimi vajami čuječnosti in vas bom spodbujala, da počasi začnete to prakticirati samostojno, tudi brez posnetka. Zraven bo tudi dnevnik, s katerim boste lahko spremljali svoj napredek in opažanja in pa veliko vaj, ki vam bodo pomagale in vas podprle pri tem, da se v življenju odrešite tistih navad, ki vam ne služijo več. Zahvaljujem se vsem, ki ste bili z mano in pa tudi vsem, ki boste posnetek pogledali kasneje.